Po Ligi prvakov in po državnem prvenstvu še otvoritev tretje fronte s prvo pokalno preizkušnjo v letošnji sezoni. S tekmovanjem se je začelo v drugem krogu, v prvoligaškem obračunu za mesto v četrtfinalu pa je odločila ena tekma, ki je pomenila tudi pravšnjo priložnost za nekaj rotacij v ekipi. V začetni enajsterici se je tako prvič v tej sezoni znašel Živko, drugič Cotman in znova tudi Biton. Tekme so zelo pomembne za tega igralca, za mlajšega igralca. Srečen sem, ker lahko igram. To so igralci, ki igrajo na najvišjem možnem nivoju. Vsak dan si z njimi na treningu, vidiš, kaj oni delajo, probaš ponavljati stvari in samo od njih se lahko učiš. V hladnem torkovem večeru ni šlo brez podjetnosti in dinamičnosti. Za uvodno akcijo sta poskrbela Viler in Zahovič, ki je s povratno podajo našel v kazenskem prostoru Bitona, a je žoga ob njegovem udarcu zletela čez prečko. Začetnika naslednjega poskusa sta bila Vršič in Viler, ob njegovi podaji po tleh pa je Bitonu zmanjkalo nekaj centimetrov, da bi žogo preusmeril v mrežo. Na drugi strani so si gostje po igri v podrejenem položaju priigrali prvi kot in prvo obetavno situacijo, ko se je po kotu žoga v kazenskem prostoru odbila do zavrla, ki pa jo je usmeril čez prečko. Še enkrat je bila na preizkušnji radomeljska obramba, ko sta Viler in Vršič zasnovala nov napad. Zahovič še enkrat natančno podal do Bitona, ki pa ni zadel žoge, kot si je želel, in stopnjevanje pritiska je sredi prvega polčasa vendarle prineslo vodstvo. Mejač je odbil žogo na robu kazenskega prostora, Santi je dvignil občinstvo na noge s prodorom vse do nasprotnega kazenskega prostora, ušel je tekmecem in podal v sredino natančno. Zahovič je umirjeno sprejel žogo, si pripravil položaj za udarec in zabil žogo v mrežo. Za vodstvo in za dopolnitev zbirke. Zdaj se je Luka vpisal med strelce vseh treh tekmovanj. V sami tekmi smo potem prišli do ogromno teh situacij, eno teh smo realizirali. Enostavno nismo imeli dovolj mirnosti v situaciji, ko smo že pred gol, ampak eno smo izpeljali res odlično in reakcija obeh sodelujočih je bila izredna. Po dobljenem golu so se gostje odzvali z napadalno akcijo, zapretil je Vuk, vendar ni bil dovolj natančen. Na drugi strani pa so v namenu, da bi že pred odmorom gostje ostali brez upanja, zmanjkali centimetri. Po Vilerjevi podaji v sredino je žoga prišla do Bitona, ki je storil vse za prvi gol v vijoličastem, a mu je veselje preprečila vratnica. Izraelskem napadalcu ni premanjkovalo truda in želje. Tudi v drugem polčasu si je prizadeval žogi poiskati pot do mreže. Ostal je igralec z največ poskusi na tekmi. Tokrat je ciljal po akciji Santija, a je bil vratar Andrić dobro postavljen. V naslednji akciji je Biton v vlogi podajalca, Vršiču pa se ni šlo pri udarcu. Vmes so gostje zapretili le še enkrat, ciljal je vrhunc, Cotman pa je odbil v kot. Ob dobrem sodelovanju Vršiča in Zahoviča je Andrić s posredovanjem izven gola uspel izbiti žogo pred strelcem vodilnega gola. V naslednji akciji pa mu je pomagal okvir gola. Centrih je namreč v poskusu izbijanja poslal žogo nazaj čez vratarja, avtogola pa ga je rešila prečka. Lahko bi rekel, da so take tekme dosti pomembne, da se tudi malo rotira, se kakšne mogoče igralce spočije, malo se tudi kakšne proba, da smo vsi v teku, dobiš priložnost, veš, da lahko igraš, tako da so pa res, vesel sem, da lahko trener na koga računa. Imamo dosti menjav. Prav v zadnji akciji je Andrić vpisal še eno obrambo. Filipović je popeljal žogo čez sredino, podal do Zahoviča, ki je pritekel do soočenja z vratarjem, končalo se je s kotom in s potrjeno mariborsko vozovnico za pokalni četrtfinale. Naslednji nasprotnik v pokalu bo Krka, a bo še treba počakati na določitev termina. Do tedaj se misli vračajo k prvenstvenim obveznostim, v Ljudskem vrtu bomo znova v petek. Ob 17. sledi najzanimivejši dvoboj jesenskega dela sezone z vodilnimi Domžalami.